Pozdravljeni v četrtem podcastu Kajakaške zveze Slovenije. Danes gostim gosta, ki ga, zdaj, če bi ga začel predstavljati, oziroma če bi začel naštevati njegove uspehe, bi lahko verjetno našteval do konca podcasta, tako imamo namenjenega. Se pravi, skratka, Nejc Žnidarčič. Hvala, ker si vzel čas za nas, za mlade. Ta podcast je, mislim, ne za nas mlade, ampak za mlade. Ta podcast je namreč namenjen mlajšim generacijam med 12-18 let in njihovim trenerjem, staršem. Tako da sem zelo vesel, da si se odzval po vabilu, da boš malo tvoje izkušnje, nasvete skozi ta pogovor malo podelil. Jaz upam, da bo vsak lahko dobil tudi kaj zase. Zdaj prvo vprašanje, Nejc, zakaj si začel veslati? Vem, da si ti res dober v vseh športih, tudi mislim, da si jih probal ogromno, ali pa vsaj zelo, in potem si začel pač veslati. In pa kdaj? Ja, lep pozdrav še z moje strani. Začel, jaz sem Solkanc, no. Solkanci smo rasli v Soči in kajak ima v Soči zelo dolgo tradicijo. 2 tedna nazaj je klub praznoval 75 let in je bila že tradicija v solkanski osnovni šoli, se v 5. razredu peljalo na konec leta vse razrede na izkušnjo kajaka, na en kajakaški dan, in takrat smo šli tudi mi z našim razredom. In je bilo zelo zabavno, tako se spomnim, smo šli veslati, jaz sem par prijateljev, in na koncu tega tečaja so nas vprašali, če bi se kdo vpisal. In nas je bilo 5, mislim, iz našega razreda, pa še nekaj iz paralelke, ker je bilo to fajn, in smo rekli, ajde, gremo, probamo, smo se vpisali in naslednji teden prišli na začetniški tečaj in evo, takrat se je začela moja ljubezen do tega športa. Že takoj, ko smo začeli, me je prevzel v roke tudi tvoj trener, Andrej Grobiša, Febo, in mislim, da je on bil ta ključna točka, oziroma ključna oseba, zaradi katere sem jaz se zaljubil v ta šport, ker Febo je res ena posebna oseba, zelo inteligenten, zelo čustven človek, ki nas je pripravil vzljubiti ta šport, niti ne toliko kot kajak na splošno, prav ljubezen do športa na splošno. Ko smo vse skozi igro trenirali, se igrali, zgradili to ekipo in je res zgradil eno tako celico dobro, ki je potem delovala in naredil res nekaj par dobrih športnikov in to je tako bil to moj začetek, no. Hitro, povej. Zdaj ti si probal zelo športov, mislim, že prej si bil gimnastičar, kasneje pa vem, da si bil slalomist, no, še mi dva sva bila v mirnih vodah, sva delala, in kako? Ja, kot mlajši, jaz sem bil res tudi v osnovni šoli, ko smo ta karton delali, sem bil vedno res, ne dosegal, ampak vedno najboljši in so me vabili, vem, iz atletskega kluba so parkrat očeta klicali, če bi se vpisal. Všeč mi je bila gimnastika. Gimnastika tudi tako splošno se mi zdi šport, ki je zelo dober za mlajšo generacijo, za vse motorične sposobnosti razvijati, tako da tam mislim, da sem res dobil nekaj teh motoričnih sposobnosti, ki mi tudi zdaj pomagajo, od bojko, košarko, mislim, da do kajaka, ja, tako da kajak sem se potem zaljubil v Sočano in takrat ostal noter. Fajn je bilo, na tiste čase, ki gledam, je bila res ta neka povezanost in vse teklo na neki igri, no. Vse smo veslali, vse smo poleti, smo skupaj moje več časa se kopali v Soči, tudi če je bil trening ob 2 uri, smo mi že ob enih bili tam, smo se prej kopali, šli na trening, ostali po treningu, tako da res cel dan smo tam preživeli ob tej Soči in je bilo, se pravi, nikoli nisem gledal kajak kot šport za dosegati neke rezultate, ampak je bila to neka sprostitev pa neka igra, ne. Potem z leti so prišle pa tudi tekme, ne. Zame se zelo hitro, ker sem začel, se pravi, konec 5. razreda, tako da v 6. razredu recimo smo potem naslednje leto začel prvo leto tekmovati in že prvo leto, po enem letu veslanja sem bil jaz, se mi zdi, drugi na državnem prvenstvu v spustu. Premagal me samo Peter Kauzer, takrat se spomnim. Sem spet gledal to Peter, jaz sem bil takrat star kot 12 let, Peter je, kar vem, veslal od 4. 5. razreda, tako sem zelo hitro naredil ta preskok in potem so prihajali tudi te rezultati, ne. Ampak jaz sem še iz te šole, ta stare vzgoje, ne, mi je vedno oče govoril, Nejc, prvo mora biti
dober v šoli in boš lahko potem kajak, ne, delal. Tako da zmeraj sem potem probal združevati in kajak in šolo, tako da ko sem prišel v srednjo, sem itak mislil, ker sem rekel, nikoli nisem nekih ambicij, da bom vrhunski športnik, ko pridem v srednjo šolo, to se verjetno itak ne bo dalo, ker v srednjo šolo te straši, kako je vse to težko. In sem prišel v srednjo šolo in sem videl, da sem zlahka delal in srednjo šolo in bil dober v kajaku. Takrat sem tudi potem v reprezentanco, uvrstil me v medalje na mladinskem svetovnem in evropskem prvenstvu. Jaz sem rekel, ajde, verjetno, ko bom prišel pa na faks, to bo verjetno pa res nekaj težjega. Vpisal sem se na fakulteto za šport, ko sem že to oboje usklajeval in so se te rezultati nadaljevali. Članska konkurenca, takrat sem dobil še štipendijo, se mi zdelo le noro, lahko si plačujem študentski dom, lahko imam nekaj denarja za iti, zapeljati punco na pijačo, na večerjo. Se vrnem, sem bil svetovni prvak, sem zaposlil v vojski in gledam zdaj, je rado to moj poklic, zdaj imam že skoraj 40 let in sem že 27 let v tem športu, zdaj če pogledam, se mi zdi to neka nora številka, ampak se mi zdi tako minilo, no, in iz neke igre, ko je prišlo, smo rekli, smo zdaj tukaj in da lahko tudi vam povem mojo zgodbo. Ampak tvoja glavna disciplina je spust. Se pravi, tudi v spustu pač se to deli na šprint in na klasike, a ne? Bil si pa tudi slalomist, pa tudi mirnovodaš, a ne? Se pravi, si probal tudi v kajaku v bistvu vse discipline, kar vsaj v Sloveniji gojimo, malo bolj. Tako da imaš kar pregled na tem, no? Kaj se dogaja. Vse sem vedel, na podlagi koga si se odločil, da si šel začel spust. Začeli smo s slalomom, tako vsi, kar je osnova, mislim, za vsega kajakaškega športa, tudi za mirnovodaša. Je sigurno dobro, da že zaradi tega, ker je bolj stabilen, ker mirnovodaša je malo težko iti iz začetka. Ampak tudi jaz sem zelo užival v slalomu, ker slalom se lahko res igraš z vodo, kot s spustom, se dostikrat, mislim, rabiš res dobre pogoje, rabiš res, da če bi živel gor v Bovcu, ali pa nekaj res dobri reki, bi se lahko toliko igral. Ampak iz Sokana smo imeli ta na jezu, na kajakaški progi in tam smo res slalom veslali na 101 načinov. In tudi spusta, mi smo sovražili spusta. Jaz takrat, ko se pogledam spusta, ko smo šli, so bili testi na mirni vodi in zmeraj, enkrat na teden nas je Jernej prisilil, da gremo spuste veslati, in so bili vsi zmeraj, ne, no, ta spust spet, tako da, ampak zmeraj, ko smo šli, je bilo potem zabavno, ne. Ta točka preloma, kdaj sem potem rekel, da bom iz slaloma šel spust, si pa ti kriv, ne, če so šli spomnil. Takrat se je dosti hodilo so bile klubske priprave in smo šli po zimi mi v Rovinj veslati in smo res tam trenirali, takrat se spomnim prav, sam trening je bil, pa jest pa spat, nič drugega. Smo imeli 7., 8. razred in res, smo trenirali z vami, smo imeli 3 treninge na dan in je bilo res kar za enega mulca, ker 2-3 leta vesla je bilo res ogromno, ne. Je bilo naporno, ampak bilo zelo zabavno. Takrat je bilo super. Sem bil jaz trener že, ali sem bil... Ne, ti si še tekmoval, mislim, da je bilo to leto 99, tudi eno tvojih zadnjih let. In tiste prav točke, kdaj sem si prav rekel, da me spustaš, smo šli pa po zimi, smo bili, mislim, da januarja ali februarja na pripravah na Pokljuki in si ti začel malo štore razlagati, kakšne vragolije, če lahko temu rekmo, ste delili kot na pripravah, hece. Zmeraj je bila dobra muzika, spomnite, kad so bili pankarti popularni, tako da smo jih šopali na ves glas v kombiju. En dan si nas še peljal dol v dolino, ko si šel z eno punco, si bil z mene, no, si nas peljal zraven, ko smo šli še tam v en disko, tako da, in mi komulci se na to zdelo takrat res, nekaj novega, in smo vsi rekli tiste, ki smo šli, da bomo mi spustaši, in evo, to je bila tista pika na i, oziroma ta moja odločitev, da bom spustaš, tako da, evo, ti imaš, tako se zahvalim, tako da imaš tudi ti nekaj pri vseh mojih rezultatih, da sem tukaj. Ja, no, zdaj, prej si omenil te teste, a ne? Zdaj, ko smo že na temu, kdo je zaslužil, ali pa kdo je koga peljal, mislim, da pa tudi ti en od teh, ki je zaslužen, da sem jaz nehal veslati, ne? Namreč bil je test, mislim, da nisi bil več z Abramičem, si bil z Grobišo, ali pa
še z Grobišo. Ja, še z Grobišo. Moj trener. Ne samo trener, kot sem prej rekel, res velik človek. In takrat sem, se pravi, verjetno je bilo to leta 99, ti si bil še zelo mlad. Jaz sem bil na vrhuncu, ampak si me na enem testu, zdaj ne vem, si me prehitel ali pa si bil zelo blizu, in sem videl, da zdaj cajt, da počas spokam kufre, se lotim kaj drugega, Tako da si tudi ti zaslužen, da si postal trener. Spomnim, Kafeba je imel vse rezultate, vso statistiko vseh rezultatov, vseh testov za nazaj. Za tisti, ki ne vejo, mi Sokano imamo na jezeru nad elektrarno, imamo označene razdalje, so 50, 100, 250, 500, 1000 in 3600. Enkrat na teden se je delalo test od 500 do 1000, enkrat bi pa posebej samo ta 3200 metrski in če se bil še takrat v zaživku, nisem dolgo treniral, ampak sem pa zelo eksploziven, sem tudi dober šprinter. Tako da od 50 se spomnim, 50 pa 100 metrsko razdaljo sem bil pred tabo, Na te tanjše, ki je treba bilo čez zljivosti, seveda nisem bil še, ampak takrat mi je tudi Febo rekel, da so to res zelo, zelo dobri časi, bili nekaj tudi blizu rekordov takrat in mi bil še to tisti en del, ki sem se rekel, verjetno se pa res tukaj, da lahko nekaj naredim v tem športu. Ja, res je. No, zdaj govoriva kar zelo o časih prej, zelo smo se tja, zgleda res nostalgija. Zdaj, kako gledaš ti na čase, recimo takrat, pogoje za treninge, recimo, kaj govorimo zdaj? Tudi prej, ko si govoril 6. razred, to je 8 letke, ti si hodil še 8 let. Ja. Se pravi, to je bilo leta kdaj, ko si govoril? Ja, 96 sem šel veslati. 27 let. 2000. Ja, 96, lihko je bila olimpijske igre. Medalje takrat, ja. No, in kako recimo gledaš, se pravi takrat, ali pa recimo zdaj za mlade pogoje za treninge, kako vidiš to razliko? Ti si še zmeram, si bil in takrat vpet v šport zelo, in zdaj si še zmeram, tudi v stiku še z mladimi in kako vidiš to razliko? Ja. Je res razlika, je res, da so toliko bolj neskoordinirani, da se spotikajo v črtah na igrišču ali ne? Lahko povem, prvo, in kot tekmovalec, drugo pa lahko kot sem tudi športni pedagog, tako da še iz druge strani. Ja, časi so sigurno drugačni. Verjetno so tudi naši starši rekli, da so zelo drugačni časi, ko smo mi bili mladi, ko so oni bili mladi, tako da to je vedno normalno. Ampak, če gledam nazaj te zame malo nostalgične čase, smo vsi bili malo bolj trdoživi. Zdaj vidim na klubu, težko dobiš zdaj sploh nove mlade, da bi sploh trenirali ne kajak, ampak bilo kateri šport, ki imajo 100 drugih stvari, največ telefonov, teh elektronskih medijev. Druga pa, ni to, kot reči, vidim zdaj na klubih starše pripeljajo, jih mora trener iskati, jih pobira po domovih, da jih lahko pripelje na trening. Takrat smo vsi shodili s kolesi, starši, redko kateri starš, ko so bili res oddaljeni, so jih starši pripeljali, ampak sem imel kolege, ki so tudi 40-30 minut vozili vsak dan s kolesom, da so prišli na trening. Danes verjetno mislim, da noben mlad ne bi prišel s kolesom toliko daleč. Tudi na klubu je bilo dosti več nekega spoštovanja do starejših, pa jaz ne rabim, da me kdo spoštuje, ampak da te vsaj pozdravi, to je že vljudnost. Vsaka pozdravim, tudi enega mlajšega boš vedno pozdravil, nekaj se zdi normalnega vsega človeka, da je fajn pozdraviti. In splošno smo bili res bolj duroti, zato, ki ne vejo, ki niso Primorci, duro je bolj zdržljiv, bolj žilav, da nisi neka jokica, da za vsako stvar greš jokat. Takrat so bili na klubu, jaz sem na koncu še to urovil, ne pravim, da je to fajn, ampak so bili krsti, ker si se ti pridružil neki skupini, nekemu športu, je bil krst, neka ločnica, da greš iz ene stvari v drugo. In takrat smo bili na prvi tekmi, ko sem bil v Sačinu v Italiji, so nas krstili, nekaj od kolega, ki so prišli starši, mamice so bile daljše od tega zadovoljne, tudi jaz se spomnim, sem se takrat jokal, skar se tako zlejo, da so ti potekli hlače dol, pa si dobil od vsakega od starejših eno poriti. Tako da, če je bilo takrat, 10-12, si dobil 12, pa vsak je vem, da je kar fajn udaril, tako da je bilo kar boleče. Mi smo tista generacija, ki smo to še na koncu lovili, kar vem od vas zgodb, vi ste imeli pač dosti bolj krute, tako da lahko ti tudi kaj poveš, kako si ti bil krščen.
Jaz sem bil večkrat krščen. Sem si zaslužil več krstov. Tako da. Ja, no in kako v bistvu zdaj, se pravi, misliš, kako vidiš ti mlade zdaj? No? In ker jaz sem zdaj gledal na podelitvi športnika kajakaškega leta, ne? Ogromno mladih in so mene sodelovali, res to pravi. Vejo, kaj hočejo, so presebni. Tako, sem bil tako navdušen, tudi zdaj delam z mladimi in sem navdušen nad njimi. Je sicer res drugačne, ampak me prav zanima, kako ti to vidiš. Ja. Ne imamo zelo Slovenci na splošno, kaj, ko vemo, da imamo zelo talentirane športnike, vseh pogledih, tudi nekaj kaške zdaj smo videli, posredki 27-32 medalj smo imeli skupno iz svetovnih pa evropskih prvenstev, tako da vidimo odlične generacije, tako da in tako med člani in potem, ko smo rekli, med mladimi. Jaz vidim zdaj malo razlike, če lahko grem na slalom, vidim največjo razliko, koliko je igre z vodo. Ne. Mi smo se, tudi Kauzerja, če vprašaš, pa vse te bolj stare, mi smo se res igrali z vodo. Mi smo se res z vodo na tisoč in en način, vedno je bila igra z vodo in to so tiste osnovne motorične sposobnike, ki jih zelo težko dobiš in malo še so ogromno časa, ker vratca obrnce boš hitro naučil. Ne. Igrati z vodo, ker voda je živa stvar in se stalno spreminja, je pa nekaj dosti težjega in tudi več ponovitev, več različnih pogojev rabiš, da jo osvojiš. Tukaj vidim dosti krat preveč ozkega usmerjena na neke stvari, kdaj se izgublja širina. Je res, da slalom se tudi spreminja, da ni več tekel na naravnih rekah, to res zelo eksploziven, hiter šport, ampak moje mnenje je, da je to ena od največjih teh snov za biti dober. In tako v slalom in spustu, vidim v spustu te stvari, ki se učiš v slalomu, kdaj poriniti, timing, kdaj moraš počakati za veslaj. Vsi, kdaj sem veslali, mislijo, da si najbolj hitro, lahko z manj za veslaj, lahko diš dosti krat več. Ko si sam veslal, boš ugal, te bo zabil, boš ugal, te bo še enkrat zabil, če ti počakal, se porinil, ta pravi moment, pospešil z vodo, takrat boš dobil to inercijo. In to vidim tudi pri sebi, to loči mene, recimo drugih tekmovalcev, ta čutek zadijo vodo in to je res, to je ena od tistih stvari, na katerih sem zelo dober in tudi potem boljše recimo na tehničnih progah, takrat lahko naredim recimo še večjo razliko kot samo na neki mirni vodi, kjer je samo fizična pripravljenost. Se pravi, če sem prav razumel, so bolj ozko usmerjeni, ko ste bili ti, vi takrat je bolj to, ko je navadba, zelo bolj specifična. Ja, tudi mislim, to je moje mnenje, da je treba neko širino dajati in tako tudi eno je bilo samo, ne govorim, da se trenerji, ker ne vem točno, kaj delamo, tudi mi smo ogromno časa tudi po zimi preživeli v gimnastičnih dvoranah, v telovadnici, kjer se delo, razumeš, vse te osnovne motorične sposobnosti, ki jih, še posebej pri mladi ljudje to dosti bolj srkajo in enkrat usvojiš to pri mladih letih, je tudi potem dosti lažje, ko si star. Ne. Plus drugo vidim, mi smo ogromno tudi preživeli, zdaj vem, ko so bile poplave, ne. Ta skupina, ki smo bili Jernej, se tudi spomnim, dosti krat niso odobravali drugi trenerji z Jernej, samo mi smo res ogromno časa preživeli v plastičnih čolnih. Mi smo hodili v Bovc, vsake poplave na Idrijco, Koritnico, na Bohinjko in tudi po vodostajih, ko so bili res ekstremni, jaz danes kot trener, pa tudi lahko kot tekmovalec, tudi kdaj ne bi šel več na te vodostaje dol, ker je bilo res nevarno. Ampak takrat, ko smo neka skupina bili in res si bil pičkica, lahko temu rečem, če nisi šel ta največjo rolo surfati noter in če nisi šel, potem si še cel teden vrkavati. Ja. Tako da smo en drugega takrat pumpali, se vlekli naprej in tukaj Jernej recimo je bil še zdajšnji trener, se upam, da lahko še od njega kaj povedal, tako da zelo trener. Povabili sigurno. Ogromno, ja. Sigurno ga bomo tudi njega povabili, ker je zakladnica znanja. Legenda v Soški dolini sploh ne odzmeram. Ampak ti tudi zdaj še zmeram zelo široko treniraš, malo se te spremljam, si na kolesu, pa downhill, pa kaj še delaš recimo za treninge? Veslanje to je osnova, po zimi zdaj ogromno bazičnega dela. Tudi kot šprinterju si mislim, da če si šprinter, da delaš samo kratke stvari in da je to easy, tudi recimo meni voda v 200 metraž, mislim, da bo samo kratke stvari.
Daleč od tega, bazičen trening je osnova za vse športe, tako v slalomu, v mirnih vodah, v spustu, brez neke ogromne baze, nekaj preveslanih kilometrov, ali pa to na divji vodi, ali pa mirni, bo težko kdorkoli dober. Ti boš težko naredil potem v sezoni 10-krat minuto intervale na podobnem ali pa zelo visokem ravni. Lahko boš 2-3 naredil, potem boš pa ogromno padel. Tako da vsi mladi vidim, se bom šprint treniral, kot to je easy, ki je ful hitro, ampak ne. Delamo po zimi iste treninge kot v klasiki ali pa kjer je mirno vodaši. Tako da tukaj rabiš dosti tega. Ko si vedel, poleti recimo, jaz zelo rad gorsko kolesarim, se mi zdi zelo podoben šport kot kajak spust, ker je aerobni, da prideš gor na hrib, rabiš vzdržljivost, zdaj dol je pa isto iščeš te hitre linije, iščeš ta feeling, te skoke in to, tako da, pa še adrenalinski, tako da to mi je že od vedno, že od mladih rok sem rad kolesaril. Je pa šport, ki je malo nevaren, tako da se ga zdaj, zadnjih par let izogibam v času sezone, tako da ga probam po sezoni, po glavni tekmi se z njim ukvarjati. Ker vseeno, če z enim pacom, ki se lahko na kolesu hitro zgodi, ti lahko gre cela sezona in ko sem povedal, zdaj je to moj poklic, tako da moraš kdaj tudi z glavo in kakšne stvari odložiti ali pa jih ne narediti. Ja, mislim, v bistvu s tvojim telesom si služiš kruh, ne, moraš skrbeti za svoje. Verjetno s hrano in z vsem to, kar ti imaš. No, se to do hrani bomo še imeli podcaste. No, se pravi, kaj loči, recimo zdaj govorimo dobrega tekmovalca ali pa potem vrhunskega, kaj pa, recimo vem, da si ti vmes tudi mirne vode tekmoval. Takrat trenera, sem počkrat peljal na štart. Bolj si šel na šprinte, takrat, tudi v bistvu tudi v divjih vodah si bil bolj na kratkih disciplinah. Kakšne izkušnje imaš? Kako gledaš na to? A je bilo to došlo zate? Si se kaj naučil tam tudi in prenesel potem na divje vode? Ali kako? Mirne vode so zame bila ena ta odločnic v moji karieri. Do takrat sem bil dober, sem več ali manj samo v šprintu. S tem sem imel kar tudi take oscilacije rezultatske, ko so bili kratki motor, ko so bili malo daljši, ne toliko. Ker potem pa prišel Ingolf, ki je pripeljal to nemško šolo v Slovenijo in se je takrat pridružil, ker tudi do takrat 200 metrov ni bila olimpijska disciplina. Sem malo bom povedal, Ingolf je pač bil trener, ki je nekaj časa, 4 leta, se pravi, mislim, da med 2012 in 2016 deloval v Sloveniji in v bistvu predajal znanje. Sem tukaj, da malo povem, kdo je bil Ingolf. Kot do takrat smo mislili, da smo trenirali in ko je on prišel, smo videli, da nismo nič trenirali. Takrat smo res iz teh, ko sem mislil, da sem videl 2 treninga na dan, da je to, smo šli na priprave z Ingolfom, na prve priprave smo delili 4 treninge na dan. Če ne bi niti štel še jutranjega teka, ker se bo se štelo, bilo to lahko 5 treningov na dan. In je bilo zelo naporno, ampak nam je dal res prvo ogromno znanja, še posebej tehničnega za osnovno za veslaj, ki ga jaz nisem imel, ne samo jaz, mislim, da noben spustaš v Sloveniji ni vedel, kaj je to pravilen osnovni za veslaj, ker je isti v spustu in v mirnih vodah, pa tudi v slalomu so koti zelo podobni. Tako da tukaj nam je dal res to nemško znanje, ki ga imajo že tradicijo tega športa ogromno, plus potem na količini, ker nemški sistem deluje res na, lahko rečemo zdaj, ubijanju ljudi, ker res oni kar imajo, trenirajo res ogromno. In smo tisto leto, ko sem delal zdaj sem delal še vedno po Jernejem planu, ampak sem se pridružil ekipi. Jaz sem imel to srečo, da sem bil 4 leta z njim in sem na čolnu in sem se učil od njega. Res, da je imel sistem, ampak je imel pa tudi kemijo. Je znal sicer malo vzhodno nemško, ampak je znal dati cukrčke, ne tako prosto. Ti si bil zraven, da si pol malo Balkana dal zraven, da se ti naučil. Da mi ne moramo lih v tabelco naš dati, ampak malo ven, ampak da na koncu deluje.
In ja, tistega leta, po tem letu, to mislim, da je bilo leta 2009, da je prišel, leta 2010 sem jaz dosegel mojo prvo medaljo v klasiki, sem bil takrat tretji. V enem letu, rečemo, tega dela, ko smo videli, da se da z dosti več dela biti dober, tudi v šprintu sem napredoval samo s tem bazičnim delom, ko smo gledali čez zimo ogromno, ne, tako da jaz sem lahko res zelo hvaležen takrat in Ingolfu in tebi, da sem lahko pridružil se, tako da je bilo to zame res ena zelo dobra šola in ogromno sem se naučil in tudi naredil s tem svoje rezultate. Nisem pa v mirnih vodah, sem šel tudi, 2 leti sem tekmoval v mirnih vodah, sem bil recimo razmeroma dober, ampak mislim, da v finalu na Evropskem prvenstvu, ampak nikoli nisem imel pa te ljubezni do tega športa. Po zimi je mi še šlo, ker itak smo trenirali, se spustimo v mirne vode, se isto trenira po zimi na mirni vodi, tako da niti ni problema. Ker je prišel pa čas tekmovanj, ker je prišlo toplo ta jezera, pa to mi je bilo tak dolg čas, pa tudi ljudje, spustili smo se vsi poznali, smo res taka, smo manjša družina. In je res bilo dobro vzdušje, kot sem že prej rekel, vsi se poznamo, vsi smo prijazni med sabo, mirne vode so, še posebej ta rečemo vzhodni blok, že prvo ne znajo tujega jezika, rečemo angleško. In sem bil tam, res nisem se najdel, tudi te olimpijske igre mi niso bile tak velik cilj, da bi recimo šel čez te stvari, ki bi se me motile. Tako da sem 2 leti probal, več manj si tako zmeraj veslal spusta, sem šel vmes probal malo mirne vode, ampak treniral sem po tem sistemu, to mi je bilo super, ampak da bi potekmoval in se videl dolgoročno tam zaradi olimpijskih iger, pa ne. Tako da zaradi tega se pravim, nisem dobil te iskrice in če nimaš iskrice, če nimaš te ljubezni do športa, da uživaš v tem, je težko vsak dan v mrazu se iti čez tvoje limite in vse, da delaš nekaj, kar na koncu ti ni toliko všeč. Če nimaš te ljubezni, te iskrice, se pravim, je težko vztrajati. To je bilo lih moje naslednje vprašanje mogoče, ampak vseeno, mogoče še kako drugače povedal. Kaj po tvojem mnenju v bistvu rabiš, da postaneš? Se pravi, zdaj sem rekel, zdaj smo imela kaj loči dobrega od vrhunskega, mislim, da sva odgovorila. Zdaj, kaj pa še rabiš, recimo, da postaneš res vrhunski, se pravi, tudi poleg, širina, dobre temelje, zdaj si malo povedal, da si potem imel eno obdobje, ko si garal, in potem se pač mora nekako pa tudi zožati to, Ja, kot mlad tekmovalec, sigurno sem kot mlad, vsak moraš več treniraš kot zdaj. Zdaj, če po teh letih imaš že tako bazo, ti ni treba toliko, si vseeno treniraš 2-3 dan, to ni problema, ampak res, ko si mlad, moraš, ko sem rekel, tisto količino res treninga, tiste igre, tistih milijon kilometrov na divjih vodah, ki moraš preveslati. Tako da mladi morajo res, se jih bo daj ustrašil, če koga in vse, ampak res, če hočeš biti dober, boš mogel garati. Jaz sem zelo talentiran, sem lahko kak korak lahko preskočil, ni bilo treba toliko, ko smo bili tako z mirne vode, so fanti šli 2 uri ali pa 1:45 veslati, jaz sem šel 1:30, 1:15 zdaj, ampak je bilo to treba 2-3 dan narediti, tako da vseeno bo treba neko ogromno količino treninga narediti, ker si pa enkrat na tem nivoju, da si v finalu top 10, je kar loči, mislim, kar loči tekmovalcev dobrih, vrhunskih, je samo glava. Ko smo rekli, ti treniraš celo leto 2-3 na dan, že celo, ne samo to leto, ampak ti si mogel celo življenje, vse tiste leta prej pregarati, da si prišel do tega, kar si. Imaš potem še pritiske od medijev, od sponzorjev, od pač zunanjih dejavnikov ogromno, ker pritiskajo imate. In ko si ti si pa sam tam na štartu, si sam, stojiš pod vrati, čakaš, da ura odbije in ti gre milijon stvari po glavi. In zmeraj, zase imam zmeraj tisto borba ali beg, zmeraj reče, ne bo mi ratalo, ne, pa smo, dej, bo, gremo, fulkrat se pol reče, ajde, smo v cilju, si zmagal, imaš te pozitivne misli, zmeraj tudi pri teh letih, ki si najboljši, ki si dal že vse to skozi, imaš zmeraj te borbe v sebi, malo hoče priti dvom noter, ampak zmeraj moraš to prebiti in pokazati vse, ker ti imaš 1 minuto časa, da pokažeš vse in imaš samo eno priložnost na leto. Če ti takrat ne lata, boš mogel čakati 1 leto, če si na olimpijskih igrah, boš mogel čakati 4 leta za to priložnost. In to je tisto,
kar loči zame, so te športniki, ki lahko to preidejo, ki lahko to osvajtajo naprej, da takrat na tisti dan pokaže največ, ne najmanj. Dostikrat se vidi pri športnikih, ki so na treningih zelo dobri, boljši kot nekateri drugi tekmovalci, ampak tisti ta pravi so na tekmi pokažejo največ. Jaz zase vidim na treningu, se dostikrat, če sedaj lahko tudi fajtamo, ne morem iti toliko čez sebe, jaz rabim tisto tremo, še posebej zdaj pri teh letih se težko zmotivira za vsako tekmo, to je lahko samo za velike tekme. In takrat, ko pride tisti adrenalin, ko pride vse, kaj res, ko moraš dati pravi jajca na mizo, takrat lahko šele pokažem vse. Tako da jaz to mislim, se to se hoče reči, da glava je na tem visokem nivoju, ki se najvišje, dosti bolj pomembna kot fizična pripravljenost. Se ne vem, kje sem slišal, a si mi ti rekel, meni rekel, da ti sovražiš iti na štart. Pa če tukrat si zmagal, pa kolikrat si svetovni prvak? 6-krat, posamezno, pa 7-krat ekipno. 6-krat, vsaj na svetovno prvenstvo si sovražil iti na štart. Ne, na vsaki tekmi. Boljša, kako? Ne, na vsaki tekmi, tudi na državnem prvenstvu, ker tisti, ki pravijo športniki, da je to, ki je lepo tekmovati, ne. Mislim, moj se laže, ker noben šport, prvo ne rad tekmuješ, ko imaš tremo. Noben športnik ne bo rekel, da si na tekmi, da ne boš imel treme, na veliki tekmi, ne moreš imeti. Če nimaš treme, verjetno ti ne pomeni nič in moraš iti delati nekaj drugega. Drugo pa je fizično na tekmi, greš ti na limit, ti moraš vse od sebe, vse, zadnji atom moči, ti priješ v cilj, moraš skupaj padeti. In to, kaj pomeni, to je stres za telo, je stres za tebe, moraš iti čez sebe. En šprint, recimo, ajde, rečeš, traja minuto, samo to je minuta čistega trpljenja. Še posebej na klasiki imaš pa ti lahko 10-20 minut tega trpljenja, ker moraš stalno se iti čez, dej še malo, Tako da ni nič lepega. Lepo je zmagovati, najlepši feeling na svetu, ko priješ v cilj, ko pogledaš na semafor, ko vidiš že zeleno in piše enka gor in ko eksplodira vsa tista čustva, to je najlepši feeling na svetu. Zato treniramo. Ampak tekmovati tisto prej je pa grozno. Bodi ti bujši, ali kako imaš ti slogan tudi? Zdaj, okej, 6-krat svetovni prvak posamično v moštvih evropskih svetovnih pokalov, da naštejem. Kako gre Nejc Žnidaršič na štart? Kako se pripraviš? Si rekel, v glavu je to, kar dela spremembo med dobrim in najboljšim in Nejcem Žnidaršičem. Kako greš ti na štart? Kaj bi povedal nam? A imaš kakšno skrivnost, da ne bi delil? Ne, z veseljem. Jaz sem vedno samozavesten na štart, ker prvo moraš biti dobro pripravljen. In če si ti dobro treniral celo leto, veš, da si vse naredil, kar je v tvojih močeh, da nisi imel problema s poškodbami, da si vse naredil, kot je treba, lahko greš samozavesten na štart. Ker si samozavesten, imaš zaupanje vase. Drugo je to, smo rekli, da si ti psihično trden. Jaz hočem, nič nočem, da je odvisno od drugih. Jaz imam sem prišel neko svojo metodo, neke svoje priprave na tekmo in se jih vedno držim. Da probam iti zmeraj pred tekmo, hočem iti 10 uri spat, hočem imeti svojih 8 ur spanja. Zjutraj se rad zbudim ob 6, grem na jutrajno gimnastiko, imam svojo muziko vedno, ne rad. Na tekmi sem zelo nesocialen, ker jaz imam zelo veliko tremo, še zdaj pri teh letih imam tremo in imam rad na tekmi mirne. Eni tekmovalci pa ful radi govorijo na tekmi. Tako da jaz si na svojo muziko se rad umaknem, imam potem svoj zajtrk, spet drugi trening na vodi prvi in vse pa imam cel ta postopek, hočem zmeraj narediti istega, ker vem, rutina, ker naredim to, vem, da sem vse svoje stvari naredil. Ko si tam na štartu, si pa sam. Takrat je pa najlepši feeling, ker še par sekund, ko odšteva ura, imam še tisto tremo, potem pa, ko je prvi zaveslaj, je pa čista tišina, je tunel, je čista koncentracija. Najboljše tekme so se mi zgodile, ko se jih sploh ne spomnim. Samo to, v vseh tekem, ko sem jih imel v življenju, moj že več kot 1000, lahko naštejem 3-4, da so bile perfektne. Tudi sam se ne spomnim vse, ker prideš do tega feelinga, to je verjetno psihološko, bi se dalo, če bi res ogromno delal nad tem, ampak prideš do tega feelinga,
Prejši cilj pa ne veš, kaj si sploh delal. Ja. Nič. Pa tudi tunel, tudi se spomnim, vidiš tako, ne vidiš tega, ne slišiš ljudi, ljudje ti par metrov od tebe ti ne vidijo, jih ne vidiš, ne slišiš. Vidiš res samo pred sabo, vidiš dva valavac pred sabo. In tudi feeling to je težko ga opisati, ampak na slow motion, meni se da bi tako veslal, tako da vse lahko kontroliram, grem v val, imam čas, te pravi, ni v resnici, ki si mogel pa se premaknem ven. Ne. To, kar priješ do tega, to je najlepši feeling na svetu, ampak to se mi je samo parkrat zgodilo, da je bilo prav tako dobro, zmagal sem tudi, ker sem se slišal kdaj kak zvok in vse ni bilo perfektno s tem fokusom, ampak je bilo dovolj za zmago, ampak zmeraj stremiš k temu, da prideš do tega feelinga na štart. No, zdaj si povedal, koliko zelo treniraš in vse, kaj dela. Daj mi povej še tako, kako hodite okrog. Se pa tudi dogaja, ne, kakšna anekdota, mogoče, zdaj smo zmeraj v podcastu vprašam, tako da malo širimo tradicijo, da se malo ve, kaj se je dogajalo tudi v zgodovini, da naš šport v bistvu malo, tudi mladi vedeli, no, koliko bogat je naš šport, no, tako da je mogoče pri nam starejših se te anekdote so se širile, zdaj se pa ne več toliko, no, tako da, a imaš mogoče kakšno smešno štorijo, ki se je zgodila, ki ste hodili okrog? Ja, teh štorij, bi si lahko rečem, jaz imam najlepši poklic na svetu, biti športnik, da hodiš ti okrog po svetu, lahko reprezentiraš in sebe, občino, klub, v svetu je res, je lahko nam privilegij, no. In na teh potovanjih po svetu, po tekmah, se pa nabere seveda ogromno anekdot, ne. Ene so smešne, ene so žalostne, ene so za povedati v publiko, ene niso, no, tako da, če zdaj malo pomislim, ena taka, da ni prehuda za mlajšo generacijo. No, se ti veš, ja, smo bili na tekmi, na pripravi za eno veliko tekmo, na pripravah. In zadnji dan je bil, drugi dan smo še potrenirali, drugi dan, ker je bilo malo daljša vožnja, no, smo drugi dan samo mogli spakirati priti domov in sve, ker je bil zadnji dan na priprav, smo rekli, gremo malo ven. In smo šli s fanti na en žur. Problem je bil, ker ne vasi, ker seveda dosti-krat spustimo v kakih vaseh, ker so te alpske doline pa alpske reke, je bilo do prve diskoteke, ne vem, pol ure vožnje, ne, tako da za tja smo dobili taksi, bilo super, no, potem pa zjutrajnih urah, 2-3, ne, kličemo tega taksista, pa se ne javi, ne, zdaj smo nekako prišli zdaj mi domov, ne, smo bili 30 km stran, smo rekli, da niti peš, to bomo prišli jutri, če gremo, ne, in se mi pač nismo bili druga, malo štopamo, malo hodimo in pridemo mimo enih koles, ki so bila tam parkirane in smo si pač jih sposodili. Bila za vas. Ja, se bi jih vrnili drugi dan, tako da smo si jih sposodili in ko smo si ta kolesa mi lih vzeli in so prišli mimo lih policaji, ne, tako da se gledamo iz oči, so tako vedeli, zakaj se gre, palili lučke, vsak od nas je tekel, no, kar jih so ga noge nesle, no, tako jaz kot šprinter sem hitro spizdil, no. Dva od naših, no, en Slovenc pa en Hrvat, pa nista imela te sreče, no, so jih policaji ulovili. Ja, tako in sta potem noč, oziroma kot je bilo v petek, sta do ponedeljka, no, preživela v zaporu, tako da nič ni bilo hudega, tudi pol, ko so rekli, so bili prijazni v zaporu, pa nič, no, ampak bolj ta nauk te zgodbe je bil, ko smo se mi vrnili čez en mesec. Prizorišče tja. Prizorišče, ja. Je ta športnik, ta naš kolega, no, je na tej tekmi zmagal in to bila ena od zelo velikih tekem, no, tako da je bilo res senzacija, da je on zmagal in še lepše je bilo, da so tej policaji, ki so vedeli, no, zakaj se gre, da tako so videli, da nismo kriminalci, da je bilo samo res iz žura, so pa še na tekmo navijali za njega in potem, ko je še zmagal, so se skupaj slikali, tako da je bila res tak... Je na to njihov idol. Tako so rekli, da bo zdaj v zaporu njegova slika, da iz zapornika do motivacija, kaj se da biti iz zapora ven. Ej, kam si se pa ti skril?
Med nekimi hišami, nekaj na neke vrtove, vem. No, Vrtove. Ja, tam sem ležal na 2 uri, da je bilo mir, potem pa sem... Dobro, da Jaz sem, nisi spal. ne, sem dobil zaštopati, že z 2 urci, pa sem Kdo prišel. si štopil doma? Ja, jaz sem dobil, ja. Lahko bi naredil trening, pa bi tekel. Ja. Kolesom, ja. Ja, fino. Ej, ti, so vse povedala? Malih to se rekel, od teh žurov, no, ok, to je ena od zgodb, ki seveda ni bila najbolj fajn, ampak je bilo, kar je bilo, zdaj nazaj ne moramo iti. Hotel sem povedati bolj to, na teh žurih, mi treniramo celo leto, so dosti žurov kot športnikih moraš spustiti, ker imaš treninge, imaš tekme, še posebej za vikende, no, ampak potem so pa te žuri po ta velikih tekmah, ker se vsi športniki sprostimo in takrat to je res, ja, to je res neka eksplozija emocij, ker ti res celo leto držiš tisto noter in potem, ker še ta stres popusti po tekmi, ne, to so eni najboljših žurov in tako tudi te vezi med tekmovalci, ki jih ti med tekmo, pred tekmami ne moreš iti tako dobro spet, zato ker si ti smo konkurenti, vse smo prijatelji, ampak zmeraj si konkurent, so pa na žurih se pa toliko bolj povečajo in takrat se res rade taka prijateljstva, tako da jaz vem, da lahko grem bilo katero državo po Evropi, po svetu, pokličem prijatelje, ki so iz tam in vem, da me lahko prespal pri njih, treniral pri njih, dosti pa tudi gremo na treninge skupaj. Tako da šport je dostikrat nekaj več kot samo tekma, ne, zdaj tudi to druženje, povezovanje ljudi med sabo, tako da to je zame pod tiste, to so te stvari, jaz ne spomnim se tega, kaj se takrat dogajalo, ne spomniš se tistega rezultata, spomniš se žura in prijateljev, ne, to so stvari, ki ti ostanejo za večno, ne, ni vse v športu, so tudi te vezi, ki jih takrat spleteš, ki trajajo večno, tako da zaradi tega se tudi splača vztrajati v športu. Lepo. Dej, pa kakšen nasvet še za mlade, ki so zdaj recimo tam na prehodih z mladinske ali pa z dečkov v mladince, kaj je tudi zelo težko, se pravi z osnovne šole v srednjo šolo, delati, ohranjati, imaš kakšen nasvet za mlade? Se splača vstajati ali kako? Kaj? Jaz bi vsakmu mlademu človeku, pa tudi ne mlademu, no, naj sledijo svojim sanjam. No. Če vam je nekaj všeč, delite to, kar vam je všeč. Delati nekaj samo zaradi tega, ker vaši prijatelji to počnejo, ampak cela skupina. Jaz sem tudi takrat bil edini, ko sem šel v spust, sem bil sam, treniral sam, ampak jaz sem v tem užival in mi ni nikoli žal. In tudi prepotoval sem svet, s toliko drugih prijateljev sem naredil poklic iz tega, pa ne govorim samo za šport, govorim na splošno. Če delaš nekaj, kar ti je všeč, če slediš svojim sanjam, delaš isto, kar imaš ti rad, boš to delal z veseljem. Če boš delal nekaj z muko, boš malo, ne boš dosti časa tega delal. No. Včasih morate biti tudi uporni, fulkrat ljudje radi samo sledijo in kot rečemo, te pravi ovce, no. Ampak daj se tega tudi upred, ne. Tudi če mislite videti to prav, tudi naredite. Tudi če na koncu ne boste imeli prav, bo ena dobra šola, boste videli, zakaj ne. Ampak če boš razmislil s svojo glavo, bil včasih uporen, boste naredili nekaj dobrega kot generacija. No. Jaz sem milenijska generacija, jaz mislim, da smo najboljša generacija, tako da ste vi na vrsti, da nam pokažete to inspiracijo in da nam pokažete, da ste vi najboljša generacija, da se peljete neko lepo prihodnost. No. Tako da, to je meni svet. Bravo, Nejce, škoda, ker nisem jaz mlad, pa to poslušam. Pa že ste. Ej, hvala, ker si vzel čas. Ja, z veseljem. Se vidimo na tekmah, ne? Prijemo navijati. Ja. Te čaka zdaj naprej? Zdaj zelo hmali, vsako leto grem na te zimske priprave svoje, naredim ta bazično pripravo, ki se nekaj količino, tukaj v Ljubljani, v tem megli, v mrazu je malo težko. Se da, ker tudi prej sem vsa leta, ampak zdaj, če imam možnost, ker imamo na zvezi dovolj financ, lahko gremo na priprave, tako da gremo v Španijo za dober mesec, tako da bom tam preživel ta zimo in te upam, da ko prijem nazaj, da bo že malo toplo, potem pa ja, nova sezona in cilji so vedno isti, zelo visoki in jih bomo probali uresničiti. Se pravi letos, da vemo, kaj navijati, kaj te čaka? Na glavna tekma je svetovno prvenstvo, tako da letos mi ni uspelo ta 7. naslov, tudi letos je to cilj, ne bo lahko, imamo Žeta, ki je letos razkoraval, Simona, imamo Francoze, ki so zelo dobri, tako da mislim, da bo kar dobra borba in ja, gremo, vsak bo probal narediti največ, jaz tudi in najboljši bo pa zmagal, to je pa ta čar tega športa, ki ura pove na koncu. Bude boljši, ja? Ne sodniki nič, ja. Ja, se strinjam. Ti, kje pa je to?
svetovno? Sabero, to je 3 ure severno od Madrida. Moram reči, da reka mi ni najbolj všeč, zelo taka, neko cilj po visoki vodi, recimo, ja, taka dokaj lahka reka, no, tako da zelo fizična. Je vsaj kratka, tako da kratke proge me ležijo, no, ampak čelo po moje bi raje še eno bolj tehnično. No. Boš imel čoln kakšen bolj prilagojen, lažji vodi ali... Ja, zdaj imamo, s česom smo naredili tudi nov čoln, tako malo ožji, hitrejši, tako da za ene reke zelo dobro, tako da ga bom seveda za sabo testiral in če mislim, da je boljši, bom s tem tekmoval. Ampak na koncu, je na opremi sigurno nekaj, ampak na koncu je tukaj pa v rokci, tako da bo tam treba največ dela narediti bolj v opremi. Se pravi, imaš plan, imaš cilj, imaš rutino in imaš nas navijače, tako da... To je to. Nejc, hvala ti. Prosim. Srečno. Fajn bodi. Dobro treniraj. Čau.